se danes odzvali našemu vabilu, srčno dobrodošli. Posebej mi je veselje in čast, da lahko tudi predstavim in pozdravim današnjega gosta, avtorja današnjega dela, gospoda Žarka Petana. Leto dni je naokrog in ponovno se srečujemo v naši športno-kulturni dvorani. Mesec april je seveda precej kulturno zaznamovan na celem področju, tako od znamenitih svetovnih pripovednikov, pravljičarjev. Mesec april je posvečen knjigi in seveda s tem zaključku bralne značke ter seveda kulturi. Pri nas ima dramska dejavnost kar lepo tradicijo, torej več kot 20 let. Tako se torej sedaj pred prazniki, pred šolskimi počitnicami ponovno srečujemo tukaj. Vesel sem, da se je ponovno zbralo toliko mladih, ki ima veselje do igre. Vesel sem, da je v tej igri tudi veliko sodelavcev, veliko staršev, ki ste priskočili na pomoč, veliko zunanjih sodelavcev, predvsem so pa seveda tisti učenci, ki so marsikatero uro prostega časa je bilo potrebno žrtvovati in da so pripravili seveda današnjo igrico. Predlagam, da si jo pogledamo in seveda predajam besedo našim mladim gledališčnikom. Žarko Petan, obtoženi volk! Torkovi poštenosti zabije, smaruje pravice plet. Tukaj na sodišču kada žije, zakon paragrafi šlet. Pisotniki sodite in pravico merite, grešnike preganjate, vse po vrsti kaznujete. Kdor se lažnega zakona maže, kdor razgraja ga zakon oddaja, kdor bira kradel, bo ječo padel, kdor postav ne spoštuje, mu bo zmeraj čuje. Zato naj delo zgodbo še enkrat od začetka čuje. Še enkrat od začetka čuje. Pripeljite obtoženca! Dvorani mir, prosim! Pričenjam razpravo proti gospodu Volku, obtoženemu naklepnega zločina. Ugovarja! Odločno ugovarja! Gospod branilec, za ugovore boste imeli dovolj priložnosti pozneje. Zaenkrat sploh še ne veste, česa je obtožen vaš branjenec. Beseda ima gospodična tožilka. Prosim. Hvala. Visoko sodišče, dragi mladi sodniki porotniki, moja naloga je tokrat smešno lahka. Opraviti imamo z dokorenim, nepoboljšljivim zločincem, ki je do zdaj že neštetokrat ušel v roki pravice. Nikar ne skrbite, ne bom vas dolgočasila z naštevanjem prestopkov, ki jih je zagrešil obtoženi Volk. Omenila bom samo njegov zadnji, nevopijoči zločin. Predrzni napad na rdečo kapico, ki jo prav gotovo vsi poznate, in njeno nič manj znano babico. Ta napad se obtožencu tako rekoč po naključju ponesrečil.
Zanesljivo je ugotovljeno, da je gospod Vavk vlomil babičino kočo in jo požrl. Koga naj bi gospod Vavk požrl? Kočo ali babico? Prosim vas, gospod branilec, ne prekinjate gospodične tožilke. Vaše vprašanje sodi v šolo, ne pa v sodno dvorano. Gospodična tožilka, nadaljujte, prosim. Hvala. Dovolite mi, da vam pokažem filmski zapis tega krvavega zločina, ki smo ga posneli s skritimi kamerami. Žive slike bodo gotovo bolj prepričljive kot moje besede. Sprejet. Odločno ugovarja! Ugovor ni sprejet! Zelo rada gledam filme. Zlasti barvne. Gospodična tožilka, ali je film, ki ga boste predvajali v barvah? Seveda. Potem pa kar naprej s filmskimi obtožbami. Hvala. Prizorček številka 1. Zgrabi.
Kosilo bom pojedla za predjed. Razen kosilo, nimam nobene jedi več. Kosilo je predjed in glavna jed hkrati. Poglej, kosilo je že na mizi. Kako ti tekne, najpozneje jutri pa že zdrava. Joj, babica! Kako veliko usta imaš? Da te lažje da je to dovolj. Ne bi vas hotela znamirati z groznimi prizori. Želela bi samo pozoriti na zvitost stoženega Bavka, s katero je spravil bogo rdečo kapico v past. Več o tem bom spregovorila v sklepni besedi. Zaenkrat sem končala, hvala lepa za potrpežljivost. 2 minuti odmora. Doživka na cesto spoštovana, je spet tako zmiranje stana, saj stresana vrle občane, obtožbe iz prsta in se stane, kar je res, je res. Branile smo ljubi kolega, razgovori publiko bega, a mož je resnično odraga, vsak dan hudodelcem pomaga, kar je res, je res. Kolegica res spoštovana, je prava tožilska podgana, poznano se prička in tega, svoj govor žaljivke zapega, kar je res, je res. Kar pravi ugledni kolega, resnično vse meje presega, oseba, ki tamle stopica, je prava učena stenica, kar je res, je res. Obtoženi Vovk, vstanite! Ja, oprostite. Smem nekaj vprašati? Izjemno smete. Sicer smo mi zato tu, da sprašujemo. Torej, Lačen sem. Ta film mi je vzbudil tek. v odmoru boste
In koliko časa je še do odmora? Z neumestnimi vprašanji samo podaljšujete razpravo. Oprostite. Vaše ime? Volk. Priimek? Volk. Ime očeta? Volk. Ime matere? Volk. Ulja. Kje stanujete? V volčji jami. Se pravi v kleti. Pravzaprav v brlogu. Se pravi v kleti. Pravzaprav v brlogu. Rojeni. Ja. Kdaj ste rojeni? Kdaj? Pozabil sem. Prav. Sicer pa to sploh ni pomembno. Ali ste razumeli obtožbo? Ja, razumel sem, ampak... Odgovarjati morate samo na moja vprašanja. Razumete? Razumem! Ali priznate, da ste krivi? Imam čisto vest. Redno jo berem. To bomo še videli. Kje ste prvič srečali rdečo kapico? V gozdu, kje pa drugje? Ali ste ji naredili kaj hudega? Gospa sodnica, za kakšnega me pa imate? Vljudno sem jo pozdravil. Ali ste tudi njeno babico ljudno pozdravili? Ne, nisem. Ali priznate, da ste za zvijačo prišli v njeno kočo? Vrata so bila odprta, potrkal sem in, ker se nišče ni oglasil, sem vstopil. In potem? Potem sem oblekel babičino nočno srajco, na glavo sem si nataknil njeno čepico, obrobljeno ščipo. Kaj ste naredili z babico? Z babico? Da, z babico! Ne spominjam se. Kaže, da imate slab spomin. Tako je, gospa sodnica. Nadaljujte. Prosim. Pravim, da nadaljujte s pripovedjo. Kaj ste naredili potem, ko ste rekli babičino nočno srajco, si nataknili na glavo njeno čepico, obrobljeno štipkami? Ne spominjam se. Ali vam ni prizor, ki ste ga pravkar videli, osvežil spomina? Sploh ne. Ali se spominjate, da ste požrli rdečo kapico? Prvi slišim. Ali poznate lovca? Seveda, zelo dobro ga poznam. Ali se spominjate, da vam je lovec prerezal trebuh? Iz njega ste skočili rdeča kapica in babica. Nato vam je dal v trebuh kamne in ga zašil. To je čista izmišljotina, gospa sodnica. Še nikoli nisem slišal, da bi iz mojega trebuha skočili živi ljudje. Ali vi verjamete v takšne pravljice? Vprašanja postavljam jaz! Razen tega nikar ne prehitevajte dogodkov. Zdaj bom zaslišala priče. Najprej priče obtožbe, nato priče obrambe. Gospodična tožilka, predlagajte priče. Prosim, rdeča kapica, njena babica, lovec in gospoda pisatelja Jakoba in Viljema Grima. Prav. Gospa sodnica, Kaj hočete? ali zdaj smem? Ne razumem vas, obtoženi volk. Ali smem oditi? Kam se vam tako mudi? Na malico. Saj sem vam že rekla, da boste lahko malicali v odmoru. In koliko časa je še do odmora? Do odmora bom zaslišala priče obtožbe. Gospod branilec, imate tudi vi kakšne predloge, kar zadeva priče? Seveda, predlagam 3 priče. Lisico, medveda in zajca. Če se ne motim,
razpravljamo. Ne motite se. Ali ustrajate, da zaslišim vse 3 priče, tudi medveda? Strajam. Prav. Torej na vrsti je prva priča Žilke, Rdeča kapica. Pokliči jo! Priča Rdeča kapica! Ime? Rdeča Primer? kapica. Ali poznaš obtoženca? Misliš volka? Da, otrok moj, nikar se ga ne boj. Zdaj je v rokah pravice. Saj se ga ne bojim, nikoli se ga nisem bala. Kaj pa, takrat so te požrl? Zgodilo se je tako hitro, da se nisem niti utegnila prestrašiti. 1, 2 in že me ni bilo več. Se pravi 1, 2 in že sem bila v volkovem trebuhu. Kako si se počutila, tvoj ubogi otrok? Bilo je tesno. Hočeš reči, da ti je bilo tesno pri srcu? Ne, v volkovem trebuhu je bilo zelo tesno. Z ubogo babico so se tako tiščali, da se še niti ganiti nismo mogli. Na srečo je lovec prav malo rešil. Ali te je volk mučil, preden te je požrl? Sploh ne, bil je zelo prijazen. Ali ima branilec kakšno vprašanje? Rdeča kapica, ali si poznala volka že od prej? Seveda, večkrat se ga srečala v gozdu. Pa te je že kdaj prej požrl? Ne, tokrat me je prvič. Mora je biti pošteno lačen. Revček. Hvala, to bi bilo vse. Ali ima tožilka kakšno vprašanje? Prosila bi to koredišče, da mi dovolim pokazati še en prizorček obtoženi volkom v glavni vlogi. Ugovarja! Močite in sedite! Ali je prizorček zanimiv? Zelo zanimiv in poučen. Zlasti za obtoženega volka, za visoko sodišče, za gospoda branilca in seveda za mlade sodnike porotnike. Prav zaradi mladih sodnikov porotnikov ne vem, če bi vam dovolila, da nam pokažete prizorček z obtoženim volkom v glavni vlogi. Namreč, mladi sodniki porotniki niso prišli zato sem, da bi gledali prizorčke. Njih bolj zanima potek razprave. Predlagam ti, da njih vprašaš, če želijo gledati prizorček. Dobra misel, zelo dobra misel. Dragi mladi sodniki porotniki, ali si želite ogledati prizorček? Ja. Ja. Prav torej, kolegica tožilka, pokažite nam ta prizorček. Sem že zelo nestrpna. Prizorček številka 2.
zdravilo. A tako? To je zelo zanimivo. Imam zdravilo za sleherno bolezen. Če želiš, ti ga dam. Hvala lepa. Babica jemlje samo zdravila, ki jih predpiše zdravnik. Tudi jaz sem zdravnik. Doktor Vovk. Res ste zelo ljubeznivi, gospod Vovk. Ne potrebujem vaših zdravil. Prepoznala sem vas. Nasvidenje. Čisto vred, vsaki dan. Sladoled, sladoled, vlada, vanilja, lešniki, punč. Punčka, želiš sladoled? Učin pa je? Zelo je drag, ampak tebi ga bom dal z vrha škrnicem za ston. Za ston? Seveda. Kaj pa hočete od mene, če nočete denarja? Ničesar, prav ničesar. Se pravi, malenkost, čisto majčkeno malenkost. Dal ti bom 2 zvrhana škrnicla sladoleda za ston, če te smem spremljati do babičine koče. A tako? Ne morem vašega sladoleda, gospod Vovk. Spet se nas prepoznala. Kaj smo naredili? Kaj smo naredili? Ali tudi priča? To je obtoženec. Aha, Lone,
Živka vprašala vse, kar me je zanimalo. Prav, gremo naprej. Sedite, babica! Gospod sodnik, vi pa imate za ušesi. Na vrsti je lovec! Na vstopi, prosim! Priča, lovec! Torej, kaj nam veste povedati o zločinu, gospod lovec? Vem. Od začetka, prosim! Kaj pa da, od začetka. Bil je lep, prijazen dan, kot iz kapljice ves dol, ves polikan, ves obran, tanka polna Lazarov. Rekel sem si, grem lovit, morda zajčka ustrelim, če na reku stresem sam, pa ga živega dobim. Po zelenem gozdu grem, praprodev je kraj poti, vse zeleno vam povem, potančica predložti, sedem na lišaja spor, in ne mislim več na lov, rečem Življenje sprehod, lovec daj pa spet domov. a tedaj, glej, sraki dve, trije zajci, en fazan, pa še ščuka pala je, bil je res uspešen dan. Kaj? Tudi ščuko ste ustrelili? Pravzaprav sem jo ujel na trni. Potem pa sem jo še ustrelil. Ker s trkom ne moreš ubiti tako velike ribe. Vi ste bili ribič? Kaj pa da, lovec in ribič. Kje ste srečali obtoženega volka? V postelji, V čigavi postelji? v babičini postelji. Ko? Srečali ste ga v babičini postelji? Vse pravi, volk je spal v postelji, oblečen kot babica. Že sem hotel nameriti van svoj trnek. Hočete reči puško? Kaj pa da, puško. Torej, že sem hotel nameriti van puško, ko se domislim, da je volk morda požrl babico in da bi jo mogoče še lahko rešil. Vzel sem škarje in spečemu volku prerezal kožo na trebuhu. Zagledal sem rdečo kapico in ko sem še malo razmaral kožo, je skočila deklica iz volka. Na to je prišla ven tudi babica, ki je komaj še dihala. Potem je rdeča kapica prinesla nekaj težkih kamnov, ki smo jih snačili volku trep. Navili smo budilko, je zvonila čez 5 minut. Ko se je volk prebudil, je hotel pobegniti, ampak kamni so bili tako težki, da je kar mahnil in padel mrtev na tla. Mrtev! Kaj pa da, mrtev. Saj živ volk nikoli ne pade. Se pravi, da je pozneje oživel? Verjetno. Odgovoriti morate z da ali z ne. Ne morem odgovoriti niti z da, niti z ne. Meni se je zdel celo mrtev. Ampak zdaj je živ in še kako živ. Veste, gospa sodnica, volk je zelo zvitaven. Morda se samo dela, da je živ. Ali pa se je takrat delal, da je mrtev. Vidite, na to nikoli nisem mislil. Ampak ne, mogoče ni. Priča je na voljo Tošinki in branilcu. Dovolite, gospod lovec, eno samo vprašanje. Kaj pa da, kaj pa da. Ali ste potrkali, preden ste vstopili v babičino kočo? Ne, nič nisem potrkal. Se pravi, da ste vstopili, ne da bi potrkali?
Kaj pa da? Zakaj? Zato, ker sem slišal smrčanje. Babica, oziroma volk, je tako smrčal, da je kar odmeval. Pa sem pomislil, kako smrči stara žena. Pogledati moram, če se ji ni kaj zgodilo. In ste pogledali? Kaj pa da? Ne, da bi potrkali? Saj sem vam že rekel, da nisem potrkal. Res ne vem, zakaj moj kolega branilec toliko vztra na tem trkanju. Hotel sem samo opozoriti gospod sodnico, da je moj branjenec, gospod Vavk, potrkal, preden je vstopil babiči na kočo. Se pravi, da je vstopil v kočo samo zato, ker na trkanje ni dobil odgovora. Priča lovec pa je vstopil v kočo ne, da bi potrkal. Zdi se mi potrebno, da na to malenkost opozorim. Ko vas takole gledam, kolega branilec, bi rekla, da je bakruna potrkala. Oprostite, žaliti se ne... Nadaljujemo z zasliševanjem prič. Stopi gospod Grim. Pokliči ga! Priča, Grim! Vi ste gospod Grim, ali ne? Ne, jaz sem njegov brat. Čigav brat ste? Brat gospoda Grima. Ampak vi se tudi pišete Grim, tako kot vaš brat. Ne, moj brat se piše tako kot jaz. Njemu je Viljem, meni Jakob. Oba pa se piševa Grim in sva si zelo podobna. In kako ga ločijo? Brate brez posluha, jaz pa lepo pojem. Da je vaš brat za 1 leto mlajši? Tako je. Kaj ste po poklicu? Pisatelj. In vaš brat? Tudi pisatelj. Torej oba pišeta. Odgovor pravilen. Kateri izmed vaju je napisal pravljico o rdeči kapici? Oba sva napisala. Pravzaprav so napisala samo to, kar so slišala od drugih. Pravi, da zgodba o volku, ki je požrl rdečo kapico in njeno babico, ni izmišljena, menim, da je zelo resnična. Bolj resnična kot marsikatera druga zgodba se živi še dan danes, čeprav so je vidva z bratom napisala že pred 100 in še več leti. Vrh tega pa je bila zgodba znana med ljudmi že veliko prej. Nisva mogla dognati, kdaj se je pravzaprav zgodila zgodba o volku in rdeči kapici. Ampak prepričan sem, da je nekega dne pred davnimi leti volk zares požrl deklico, ki so ji pravili rdeča kapica. Hvala lepa, gospod Grim. Nimam več vprašanj. Pa vi, gospod branilec? Gospod Grim. Jakob Grim, prosim. Oprostite, gospod Jakob Grim. Ali osebno poznate rdečo kapico? Ne. Pa volka? Samo na videz. Prepričan sem, da vam je rdeča kapica bolj všeč kot volk. Ugovarjam, to je za vajne priče.
Pogovor zavrnjen. Pričana govori na vprašanje. Ponavljam vprašanje. Prepričan sem, da vam je rdeča kapica bolj všeč kot volk. Seveda. Lahko grem? Seveda. Poslišali smo vse priče, ki jih je predlagala tožilka. Torej, Gospa sodnica, kaj hočete? kaj je z malico? Molčite! Plače sem, da bi pojedel vola z jarmom in rogi. Naj se kdo smili volka, ki ga lahko zapesti. Plače sem. Lahko je nespodobna, grda in nemarna stvar. Kdor je pošten, dober in dober, lažen in nikdar. Kdor je sit in dobre volje, je nedvomno poštenjak. Kdor je lačen pa morilec, takih vetrnjak. Lačen sem, da bi pojedel vola z jarmom in rogi. Naj se kdo smili volka, ki ga lahko zapesti. Lačen sem. Torej, na vrsti je prva priča obrambe, medved. Pokliči medveda! Priča, medved! Vi ste Sem medved! medved, kaj pa da? Ali poznate obtoženca? Kaj pa da? Zelo dobro se poznava. In kje ste se spoznala? V gozdu, kako pa. Kaj pa je volk počel? To, kar jaz, kako pa. Ja, kaj ste pa vi počeli? Prehajal sem se. In volk? Tudi volk se je sprehajal. Torej sta se oba sprehajala. Kako pa. Kaj nam veste povedati o napadu volka na rdečo kapico in njeno babico? O tem ne vem prav ničesar povedati. Ali bi želeli še kaj uradno izjaviti? Kako pa. Govoril bom resnico, samo resnico, nič drugega kot resnico. Za volka bi dal šapa v ogenj, on še lasu ne bi nikomor skrivil, najmanj pa tako ljubki deklici, kakršna je rdeča kapica. Volk je zelo prijazen, ljubezniv, ustrežljiv, dobro vzgojen, pošten. Prav! Ali poznate rdečo kapico? Zelo bežno, In njeno babico? še bolj bežno. Prav lahko greste. Kam pa? Ne vem kam. Na sprehod po gozdu, če hočete. Kako pa? Ali bi lahko šel moj? Bog ne sme z vami. Prej moramo z njim poravnati še stare račune. Pa tudi pozneje ne vem, če vam bo mogel delati družbo. Kvečemu, če se mu vi pridružite zboru. Ne, zaenkrat ne bi. Hvala, kdaj drugič morda. No, pa z Bogom. Ali pa nas videni. Gospod Medved, samo še trenutek počakajte. Ali ima tožilka kakšno vprašanje? Zaenkrat ne, ampak naj do konca razprave počakaj tukaj, v dvorani. Kasneje bi ga nekaj povprašala z dovoljenjem visokega sodišča, seveda. Prav. Gospod branilec,
ali ustrajate, da zaslišim pričo zajca? Vztrajam. Prav! Pravice imate ustrajati, prav. No, pokliči pričo zajca! Priča, zajec! Moj poklon! Jaz ne vem ničesar, častna beseda, še manj kot nič. Gospod zajec, zakaj ste pustili čakati visoko sodišče? Zato, ker kdor prej pride, ga prej izveljajo. Morda veste? Ne vem, res ne vem. Morda pa le veste, da je volk napadel rdečo kapico in njeno babico. Kje pa? Ničesar ne vem, častna beseda. Ali ima branilec kakšno vprašanje za zajca? Zaenkrat ne. In žilka? Gospod zajec, ali osebno poznate volka? Pravzaprav se neosebno poznava. Kaj to pomeni, da se Neosebno poznata? Volk osebno. Zajec neosebno. Gospod zajec, če bi kdaj skupaj z volkom, na primer, gostilni? Kje pa? V gostilno sploh ne zahajam. Častna beseda. Gospod zajec, kaj nam lahko poveste o obtožencu? O obtožencu. O volku. Samo lepe reči. Ja, zares lepe. Na primer, pozabil sem ta primer, ampak zagotavljam vam, da sem zaradi tega pozabljivega primera še vrsto drugih primerov, ki kažejo obtoženca, se pravi volka, v najlepši luči. Častna beseda. prav lahko greste zajec. Gospod branilec, samo čas zapravljamo. Se vam ne zdi, Da slišite še teto lisico. priča lisica? Priča, lisica! Torej, spoštovana moja, povejte mi, ampak na kratko, vse, kar veste in česar ne poveste o svojem prijatelju volku. O, tega je toliko, da ne bom mogla povedati prav na kratko, gospodnica, ampak kljub temu bom poskusila. Volka poznam že od malih nog. Kot otroka sva se igrala slepe miši po gozdu. Verjemite mi, velik nesrečnež je. Kaj? Ja, prav ste slišali, nesrečnež. Ljudje ga po krivici oprekujejo, pravijo, da je krvoločen, zvit, napadalen, maščevalen, nasilen, hitre jeze, nezanesljiv, same laži. V resnici je dober, blazno dober, saj sem vam že rekla, kdor je predober, je norcu podoben. Strinjam se, da je kot tudi meni pomagal, ko sem se ujela iz zanke. Gospa lisica, ali vam je morda znano, s čim se volk ukvarja? Ukvarja, prav se sploh ne ukvarja. Vedeti hočem, kaj dela.
počne? Zdaj pa šele razumem. Valk se hvala predvsem za dobrodelnimi akcijami. V prostem času pa nabira gobe. Kakšne gobe? Užitne. Jurčke, sivke, lisičke. Lisičke? Hočete reči majhne lisice? Ne, mislim na gobe lisičke. Ali bi po vaši sodi bil Valk zmožen napasti Rdečo kapico in njeno babico? Valk? Kje pa? Prej bi verjela, če bi mi povedali, da sta Rdeča kapica in babica napadli Valka. Zdaj se vam bi rekla, se vam zelo miroljubna zver. Prvi slišim kaj takega. To je splošno znano, tudi medved in zajec vam lahko ure in ure govorite o Valkovem plemenitem srcu. Za Valka bi dal šapovo. Dovolj! Medved in zajec sta mi že povedala vse, kar vesta. No, zajec ni bil zelo zgovoren. Zbegali ste me, gospa sodnica. Prav zares sem osupnjena. Še včeraj mi je zajec zatrjeval, da je po njegovem mnenju Valk najbolj koristna zver v gozdu. Vaše govoričenje nima prav nobene zveze z obtoženim Valkom. Zdi se mi, da se priča obrambe držijo načela. Vsi za enega, eden za vse. Moje načelo je vsi za enega, eden za vse. Priča je na voljo tožilki in branilcu. Nimam vprašanj, hvala. Gospa lisica lahko sedete zraven medveda. Raje bi sedla zraven zajčka, če smem. Prosim pa zraven zajčka. Zaslišali smo vse priče, ki sta jih predlagala tožilka in branilec. Torej, priče, ki jih je gospod branilec pripeljal na sodišče, so popolnoma nezanesljive. Kako si drznete? Gospodična tožilka, ali lahko svoje obtožbe dokažete? Seveda, ponavljam. Priče obrambe so nezanesljive in to bom dokazala s prizorčkom številka 3. Rdeča kapica, to je tista deklica, ki nosi na glavi vedno rdečo kapico. Še nikoli je nisem videl. Kaj ga ne prekinjaj, to je zelo zanimiva zgodba. Kaj tu je bilo potem, ali si jo pogrom? Počakaj, zajček. Vse si pride v svojem času. Nagovoril sem jo. Vprašal sem jo, kam gre. Nisi pa Je odgovorila. Mesi! Tortiče! Kaj je bilo potem, ali si kosila pogrom? Če me boš nehal s temi neumnimi vprašanji,
ne bom ničesar povedal. Tekel sem do babičine koče, stopil sem in že je bilo po njej. Torej, si je lepo žaro. Seveda. In ker sem bil zelo žejen, sem šel na kozarec vina v gostilno in zdaj sem tukaj. Čudovita zgodba. Prekrasno. Zelo napeta. Hej, želite na moj račun? Vinu je resnica. Ampak šele na dnu kozarca. O, sole mio! Prepričana sem, visoko sodišče ne bo nasedlo tej izmišljotini in bo obtoženega Bavka sodilo na najvišjo možno kazen, se pravi na smrt. Tako, hvala lepa, končala sem. Besedo ima branilec. Gospod branilec, prosim. Hvala, seveda bi rajši imel stavek od besedo. Torej, spoštovana gospa sodnica, dragi mladi sodniki porodnosti, niti ena izmed prič ni neposredno videla, da bi gospod Bavk požrl rdečo kapico in babico. Izjave rdeče kapice in babice ne prideta v poštev, ker ste obe požrli. Oprostite, škodovani stranci. In ker sam Bavk zanika, da bi to storil, njegova krivda ni dokazana. Vrh tega se mi zdi potrebno opozoriti, spoštovana sodnica, da je Bavk že bil enkrat kaznovan za zločin, ki naj bi ga bil zagrešil. Namreč, potem, ko je požrl oziroma pojedel babico in rdečo kapico, mu je lovec, kot nam je sam izjavil, razrezal trebuh in dal vam težke kamne. To je bila, upam, da se boste strinjali z menoj, vele spoštovana kolegica tožilka, zelo huda kazen. Sodišču je gotovo tako kot meni znan zakon,
da nihče ne more biti dvakrat kaznovan za isti zločin. Zatorej zahtevam, da se moj branjenec, gospod Bavk, nemudoma izpusti iz zapora. Gospod Bavk, želite še kaj izjaviti? Lažen sem. Je to vse? Rejen sem. Ampak, če natanko premislim, sem bolj lačen kot žen. Ko se bom pa najedel, pa bom bolj žen kot lačen. Vašo izjavo bom upoštevala kot olajševalno okoliščino. Odpeljite obtoženca! Po kratkem posvetu je visoko sodišče razglasilo sodbo. Kakšna pa je? Zakaj te to zanima? Rad bi vedel, mi lahko poveste? No, prav. Gospod Bavk je obsojen na smrt. A tako! Potem vas bo prav gotovo zanimalo, da ga žal ne morem pripeljati. Koga ne moreš pripeljati? Obtoženega Vavka! Pobrisal jo je! Sam! Ne! Z njim so šli tudi Rdeča kapica, njena babica, vse tri priče obrambe, medved, lisica in zajec, ter lovec. Gospoda Grima in gospoda Grima niso hoteli vzeti s seboj, čeprav sta jih milo prosila. Tista Nemčija mora biti hudo pusta država. Pa veš, kam so pobegnili? Prisluhnil sem njihovem pogovoru. Govorili so o tem, da se bodo vrnili nazaj, v pravljico, ker da je to sodišče velika zmešnjava. Pa si prepričan, da so šli Rdeča kapica, babica in lovec prosto voljno z Vavkom? Popolnoma prepričan. Rdeča kapica je zajahala Vavka, ker je bila zelo utrujena. Lovec je naložil babico štupo ramo. Bili so prav veseli, ko so odhajali. Kaj zavidal se njim? Zakaj pa nisi šel z njimi, če si jim tako zavidal? Zato, ker nisem iz njihove pravljice. Mi dva, gospa sodnica, sva oba iz druge pravljice. Pokliči gospoda Grima in gospoda Grima. Kaže, da bomo morali vse začeti še enkrat od začetka. Žal, tudi obeh Grimov ne morem poklicati. Kako ne moreš? Saj si rekel, da je Vavk ni hotel vzeti s seboj. Sprva je bilo tako, potem je Vavk popustil, daj se je preprosit. Vzel jo je s seboj, trebuhu, požrl jo je. Bogi, gospod Grim in gospod Grim. In kaj je rekla Rdeča kapica? Dober tek! To je nenavadna, zelo nenavadna zgodba. Torej, razprava je končno le končana. Jutri je na vrsti nova.
Torej, iskrene čestitke celotnemu orkestru za zelo uspešno igrico z mojimi očmi, seveda vi pa mislim, da je odziv tudi bil, da lahko tudi sodim po vašem aplavzu. Zahvalil bi se pa mentoricama, ki stojita za delo s temi mladimi gledališčniki. Torej, hvala in čestitke, Diana Tavčar-Čevič. Vas. Zagotovo tudi avtor. Hvala. Zdaj je pa kar nekaj, kot sem že povedal, v uvodu, tako da ne bom katerega izpustil in tudi prebral. In sicer Majda Krajpone. Mira Peršuh. Bojana Novak, to sem pa videl. Zdenka Križanič. Alenka Škrbinek. Olga Knubleš. Romana Čuješ. In še 3 moške imamo. Danilo Knubleš. Ivo Kopecki. In Bojan Gorič. Želim celotni gledališki skupini za uspešno poslanstvo tako na naši šoli, v bodo na prihajajočih dneh, ko se bodo predstavili vsi učenci naše šole, kot seveda tudi uspešno predstavitev na TV gledališčih. Hvala.